Živa družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj na mojem kanalu. Moje ime je Jana, za vse tiste, ki me ne poznate in živim v Mehiki. Zdajle v tem momentu bom pa majčkeno ovrednotila leto 2018 in sicer, kot vidite, je naslov videa Hvala in nasvidenje 2018. Jaz mislim, da je vsako leto je polno veselja. Če pa ni veselje, je pa pač neka preizkušnja oziroma pridobi človek neko znanje, no, pač lahko osebnostno zrasteš. In se mi zdi, da je življenje vedno kot neki koktejl, ne, da vsega po malem, da vsega po majčkeno namešano. Bomo samo na hitro bomo preleteli ta glavne dogodke pač v naši družini za letošnje leto. Diego je zamenjal službo, in sicer je bil to kar dramatična sprememba v naši družini. Prej je bil on telefonski prevajalec iz angleščine v španščino in iz španščine v angleščino. In je delal doma, je prevajal prek računalnika in sem bila jaz, cel čas sva bila skupaj, v narekovajih. Jasno, da je bil on v sobi, kjer je delal, jaz sem bila povsod drugje, ampak pač nisem bila sama. In moram priznati, da mi je bilo prve dni, sem se kar malo čudno, nenavaden, zoprn počutila, da sem bila jaz sama doma v hiši. Tako da sem na neki način, sem jaz zaradi tega posledično postala majčkeno bolj samostojna. Njemu je pa sploh bil izziv ta nova služba, kljub temu, da ima ogromno let izkušenj poučevanja, je poučevanje otrok to čisto druga zadeva. Tako da je prve 3 dni rekel, da to pa ni služba za njega in da bo dal odpoved. Ampak ne, ima kar nekaj kvalitet, ima res izkušnje v poučevanju, pa ena izmed človeških kvalitet, ki jih ima pa on, je pa, da vidi lepe stvari v vsakem človeku. Tako da je tudi videl kvalitete pač v teh svojih učencih in manjkalo mu je v bistvu pač samo obvladovanje kakšnih metod poučevanja. No, s tem sem mu pa jaz lahko pomagala, ker sem prej poučevala v osnovni šoli, pa je zadeva se speljala, no, in zdaj vsak dan lažje. Ta druga zadeva, ki pač naj jo je razveselila, je, da je Lisa dobila diplomo za prvo mesto v angleščini in v španščini. V razredu je 22 otrok. Moram jaz reči, da kot upokojena učiteljica, invalidsko upokojena, ne. Če sem čisto iskrena, je zelo težko objektivno oceniti znanje katerekoli osebe. Lahko samo oceniš teste otroka, odgovore na testih, ampak tako da pa objektivno oceniš, koliko ima kakšen otrok znanja, to je pa nemogoče, no. In tudi jaz kot mama, ne vem, nisem pohlepna, ne vem, ne silam je, oziroma ne vršim pritiska, da želim, da nosi diplome domov. Tudi ocene, če niso vse 10, tukaj so ocene za 10 že v osnovni šoli. Tudi slučajno ne vršim kakšnega pritiska, nasprotno, takrat, ko je kakšna nižja, pa se ona žalostna pride domov, jaz potolažim, da je pa ona zame zelo ljubljena hčerkica in da tudi približno ne predstavlja nobene številke. Ampak moram reči, da je pa lep občutek, no, da jo vidiš tam, da je žareča, da je zadovoljna, da dobi neko priznanje, ne, za trud v šoli. Jaz sem pa celo leto učila angleščino. Moram reči, da sem presenečena, da sem hvaležna in vesela. Moji učenci so tako odrasli kot adolescenti, pa tudi otroci. Jaz sem takrat v tistem momentu, ko sem se jaz morala pač upokojiti zaradi izgube vida, sem mislila, da jaz nikoli več v življenju ne bom imela možnosti poučevati, in to je neznansko darilo zame, da še vedno lahko učim, prav z vsemi uživam, ne, kljub temu, da so toliko različnih let. S tisto gospo, ki je odrasla, imava veliko skupnih tem, s tema adolescentnima deklicama, da sta pa toliko zelo navdušene nad učenjem angleščine, vedno se potrudita, s takim zanimanjem in interesom prideta, da mi je zaradi tega veselje učiti. Otroci so pa sploh zanimivi, tako da res uživam vsakič, ko učim angleščino, in se mi zdi, ne vem, kar ne morem verjeti včasih, da učimo angleščino in to, da uporabljamo knjige, da sem našla varianto, jaz lahko na tak način poučujem, zelo sem navdušena, no. Potem naslednja zadeva, ja, zrasla sem na tem najinem kanalčku. Kljub temu, da sva vmes pač sva imela zaradi višje sile, sva majčkeno, nama je majčkeno padel obisk kanala, no, ker sva majčkeno manj pogosto začela objavljati najine videe.
ampak sva se naučila veliko stvari, še zlasti tam, ko v Mehiki govorim, ker se pač treba tudi usesti, vzeti čas, malo raziskati, potem pa snemati, pa biti kreativen, veliko kreativnosti ven potegnili in tudi midva pač sodelujeva kot tim in moram reči, da je fino imeti en tak skupen projekt v paru, no, da je fino. Nekaj naročnikov sva si že pridobila in kljub temu, da vidite, da se tam reklame sučejo, še nisva dobila niti centa plačila za to, kar počneva. Morava, zdajle se pač 2-3 stvari morava še narediti, da se bo to začelo registrirati, ampak zaenkrat je pač to bolj v najino veselje, pa tako vesela bi bila, če bi tudi vi majčkeno bolj sodelovali spodaj pri komentarjih. Moram reči, da so Mehičani bolj pogumni in da tam imamo pač lepe odnose tkemo, no, pa zanimivi pogovori se potem speljejo, tako da vsakič vas vabim, da pač odgovorite spodaj. Tokrat vas vabim, da od spodaj napišete, kaj pomembnega ali pa lepega se je pa vam letos zgodilo. To je, kar se tiče YouTube kanala. Potem se je pa še ena odlična stvar zgodila letos. In sicer ta, da sem izvedela, da obstaja operacija z žarki. In sicer, ja, fino je bilo to, ne, da sem pač jaz šla, da sem izvedela, da obstaja ta metoda. Fino je bilo tudi, da sem šla jaz pravi čas s tem mojim nevrokirurgom, ki se imenuje Salvador Ruiz. In sem glih še za rep sem ujela, da sem bila še kandidat za tako vrsto postopka, ker ko je enkrat tumor prevelik, pač poseg ni več uspešen, ne. In kljub temu, da je moj že ima velikost limete, ravno sem bila še sprejemljiva. Je pa ena negativna stran tega posega in sicer, da je samoplačniška in jaz se glede na to, da to bolezen že imam, se nekje pri nobeni zavarovalnici ne morem zavarovati na ta način, da bi mi zavarovalnica krila postopek. Tako da sem pač, ker sem se odločila za ta postopek, sicer bi ta tumor lahko vplival že na kakšne druge centre v možganih in lahko bi čez čas izgubila, ne vem, spomin, sposobnost razmišljanja, motoriko, sploh nočem razmišljati, kaj vse. Sem se odločila, da se vržem v zadevo in sicer s pomočjo moje mame in njenega moža se jima iz vsega srca zahvaljujem. Sta mi nakazala sredstva, ki sem jih morala nakazati pred samim postopkom, zdravnikom in njihovi ekipi. Potem ta glavni del stroška so pa stroški bolnice, zdravila, pa tudi še nadaljnjih pregledov, ne, ker jaz moram vsake 3 mesece moram iti na magnetno resonanco in na pregled zdravniku in tudi to predstavlja kar velik strošek. Tako da je v skupnem znesku je pač ta postopek z vsemi naknadnimi pregledi znaša 25.000 evrov. In sem jaz pač prisiljena prositi za donacije. Zahvaljujem se vsem, ki so mi donirali do zdaj. Večinoma mi donirate prek PayPala iz Slovenije. Se vam res iz vsega srca zahvaljujem. Na ta način sem zdaj zbrala pač za plačati 2 mesečna obroka, pač s slovensko pomočjo. In se vam zares zahvaljujem, da ste toliko dobrosrčni in humani in saj vem, da Slovenci smo itak vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, no, ampak zares se vam iz vsega srca zahvaljujem. In če imate možnost še kaj donirati, bi se vam res tudi zahvalila. Ali pa če lahko mojo zgodbo delite pač prek svojih prek Facebooka, ne vem, s svojimi kontakti, da bi tako lahko dosegla čim več ljudi, ki bi imeli željo in možnost mi pač donirati. In zahvaljujem se vam tudi za vse lepe misli, ki mi pošiljate, ker je vse to je zagotovo razlog za to, da sem imela tako dobre rezultate po malo več kot 2 mesecih po posegu. Vabim vas, da če vas zanima, pač kakšne rezultate sem imela, si jih lahko ogledate v videu, kjer sem govorila samo o tem. Najlepše se vam zahvaljujem za vašo pomoč in evo, takole je bilo pa naše leto 2018 v kratkem. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!